Hello, Maruša tukaj iz edogodek.si in za današnji moj osebni posebni izziv sem se zamislila na temo o videu v našem, recimo za vsakdanjo poslovno rabo v našem izobraževalno-svetovalnem biznisu, oziroma jaz na kratko temu rečem edubiznis, skratka vsi, ki kakorkoli prodajamo svoj know-how na trgu, zdaj bodisi je to naša glavna dejavnost ali pa pač nek dodatek k nekim drugim dejavnostim. Skratka, smo že najbrž prišli do te točke, da smo ugotovili, da je video super varianta, to se pravi, z videom si olajšamo kakšne zadeve, posnamemo kakšne zadeve vnaprej za naše stranke, pripravljamo spletne tečaje, delamo za edu-marketing, to se pravi ta izobraževalni marketing, zadeve, skratka nam koristi tudi za promocijo in vse te zadeve. Zdaj pa tista zadeva, ki jo pa pri strankah velikokrat opazim, je pa to, da se tega bojijo oziroma tudi, ko se že spustijo v to zadevo, se ujamejo, se malo zaciklajo v kakšni zadevi in jim rata v bistvu vse skupaj težko, ne. Tako da jaz zavedam se tega, no, da je to v bistvu ena taka tehnična veščina, da je to ena taka veščina, ki se jo je treba priučiti, ki jo je treba nekako na neki ravni usvojiti, je pa vseeno nekaj stvari, ki nam pa zadevo lahko olajšajo. Tako da enih par primerov iz moje prakse, to so konkretni primeri dejanskih situacij, kjer v bistvu vidim, da so se stranke zaciklale, ker so pač delale nekaj narobe, no. In tukaj bi vam želela predvsem to pokazati, torej da gremo čez 3 točke, sem pripravila tako kot običajno, skratka gremo čez 3 točke, in si pogledamo, kaj so tiste zadeve, ki pa nam lahko olajšajo oziroma nam v bistvu koristijo, da so stvari majčkeno bolj enostavne. Zdaj, prva stvar, takole sem jo že dala gor, je ustrezno orodje za posamezno nalogo. Zdaj, tukaj ful velikokrat vidim situacijo, da si, bom rekla, edupodjetniki, to je moja okrajšava za vse, ki prodajamo svoj know-how na trgu, ne glede na to, ali smo kovči, terapevti, izobraževalci, skratka, smo edupodjetniki, skratka edukacijski podjetniki. Dostikrat vidim, da v bistvu vzamejo napačno orodje. Zdaj, napačno orodje, ne, seveda saj napačnih orodij ni, ne, vsako orodje, ki nam omogoča, da dosežemo to, kar želimo, je pravo. Gre pa predvsem za to, da včasih, oziroma ne včasih, ampak v nekaterih primerih so neka orodja bolj optimalna oziroma bolj ustrezna za določeno nalogo. Tukaj bi podelila z vami eno zgodbo. Pred časom sem imela stranko, ki si je zaželela, da bo naredila online program, pa je rekla, bom ta online program naredila kar tako, da ga naredim v živo, to se pravi preko Zooma, zato da imam, velikokrat rečejo, saj to ni bila edina stranka, ki pride s to idejo, da v bistvu, da če gremo v živo, da bomo se, bom rekla, napolnili z energijo ljudi, ki so na drugi strani in v bistvu toliko lažje izvedli to zadevo, ne. Skratka, neko tako osnovno prepričanje, ki vidim, da je pri strankah, je to, da bo pač, če bo izvedba v živo, da bojo dosti bolj oni kot izvajalci angažirani in lažje naredili zadevo. V resnici je pa tako, da včasih to ful zakomplicira zadevo. Prvič zato, okej, pustimo to, da Zoom ni glih najbolj optimalno orodje za snemanje, ker je pač slabša kvaliteta, poleg tega v takem primeru, ko snemamo v živo, moramo potem tudi porezati ful veliko stvari stran. Okej, tukaj recimo v tem primeru to sploh ni bilo problematično, so se tega vsega zavedali, vendar pa kljub temu je šlo za, bom rekla, šlo je za izobraževanje, ki je bilo kar dolgo, kar par ur, ne tisto 1 uro ali pa 2, ampak praktično skoraj celo dopoldne, kar je pomenilo, da v bistvu je bila ta stranka, bom rekla, ves čas vpeta v to, da govori, snema in tako naprej, hkrati pa ni prišlo do tiste interakcije, do katere lahko na Zoom delavnicah pride. To se pravi, kaj želim tukaj zdaj poudariti, je predvsem to, ne, Zoom smo že pred par dnevi, lahko pokukaš nazaj, razlika med StreamYardom pa Zoomom, sem govorila o tem, da Zoom je videokonferenčno orodje. In to nam omogoča, da smo v interakciji z našimi udeleženci, ko smo skupaj v živo. In kaj to pomeni? Da ko smo mi enkrat v interakciji, pride tudi do tega, da v bistvu se mi lažje, v bistvu, ne vem, pošljemo ljudi nekaj delati in damo čas, da v tem času nekaj naredijo, mi kot izvajalci se po tem času majčkeno bolj spočijemo. In potem tudi 5-urna ali pa 6-urna delavnica ni problematična. V času korone sem jih sama izvedla
ne vem, 150, 200 ali kakorkoli delavnic, ki so bile tudi po 5 ur na dan, pa verjemite, nikoli nisem bila utrujena po koncu, bila sem prijetno utrujena oziroma tisto, tako kot si pač utrujen, nekaj čisto normalno, ne, ampak nisem bila pa skurjena po teh 5-6 urah. Zakaj? Zato, ker je bil balans med tem, med tem v bistvu, kako med samo podajanjem vsebine in med tem, kar so udeleženci delali, ne. Če pa gremo mi na Zoom, ne, ta stranka je šla pa na Zoom in 5 ur samo predavala in seveda bilo na koncu, bom rekla, zelo stresno pravzaprav taka zadeva, no. Tako da tukaj res priporočam, da ko greste, ne, jaz razumem, da v nekaterih situacijah se počutite, se marsikdo počuti, reče: okej, zdaj pa, ker je to zame prvič, ne, bom pa šel to v živo." Okej, pojdi v živo, zato da dobiš feedback, da vidiš, kako je steklo, da vidiš v bistvu, da dobiš to izkušnjo, potem je pa dosti lažje delati z orodjem, ki je primerno prav samo za snemanje, in tudi organizacijsko je dosti lažje, če se lotimo tega, da smo recimo, ne vem, si zadamo, ne vem, da ne bomo snemali 5-6 ur v kosu, kar je že tako ali tako zelo naporna zadeva, ampak snemamo recimo, ne vem, 5 dni vsak dan po recimo 1 uro. In je to dosti lažje, tudi iz tega organizacijskega vidika, z vidika energije in tako naprej, ne. Poleg tega, če pride recimo na delavnici do kakšne situacije čudne, ne vem, se bo to posnelo, ne, ko pa delate sami, pa pravzaprav ste sami s sabo, no. Tako da tukaj pa je seveda nekaj trikov, no, kako pravzaprav snemati, tudi če smo sami, ne, tudi jaz sem zdajle sama, ampak se vseeno počutim, kot da govorim vam. Tako da sem se odločila, da vam za moj 5. dan tega mojega osebnega posebnega izziva, za zaključek tega mojega osebnega izziva podarim en tak mini trening, bom naredila en tak 5-10-minutni trening tega snemanja, kako v bistvu pravzaprav, kaj so tiste stvari, ko gremo takole snemati ena na ena sami s sabo, kaj so tiste stvari, ki nam lahko olajšajo to zadevo. Okej, to je bila prva. Druga je, naučite se uporabe enega orodja. Tudi tukaj en primer stranke, ki je na začetku prišla do mene, da bo snemala, da bi rada pripravila spletni tečaj, pa je rekla: "Jaz ne bom snemala sama, najela si bom snemalca." Maruša, ti mi samo pokaži, kako gremo čez ta proces, to se pravi, kako se pripravi spletni tečaj, kako se ga dizajnira, na kaj naj bom pozorna, ko pripravljam, ko grem snemat, to se pravi, ko grem predavat in te zadeve, posnel mi bo pa snemalec. Zdaj, ker gre za podjetnico, je to podjetnico, ki je v bistvu na trgu, in v bistvu pravzaprav rabi tudi marketing, skratka, ni šlo za to, da posname tečaj, ker ga bo nekam prodala, ker ga ima že nekje nekam prodanega, ampak ga je mogla pravzaprav šele spromovirati. Sem sicer naprej vedela, da bo rabila tudi marketing, oziroma se je tudi ona tega zavedala. In kaj se je na koncu zgodilo? Ta e-podjetnica se je pravzaprav v neki točki morala naučiti še enega orodja, oziroma se je morala naučiti orodja, ne, to se pravi, tudi če ni rabila, tudi če ni želela snemati bom rekla, za spletni tečaj, je prišla na eni točki do ugotovitve, da rabi video vsebine, če želi na en tak, bom rekla, na en tak tehnostaven oziroma na en tak lahkoten način, tudi bom rekla, na tak sodoben način, na daljavo, promovirati svoje vsebine, svoj tečaj, skratka svoj online edubiznis oziroma svoj edukacijski biznis na splošno, ne. Skratka, kaj se je potem zgodilo? Prišla je do tega, da se je pravzaprav morala naučiti še eno orodje, to orodje pa žal ni primerno za spletne tečaje. Zdaj pač ena orodja so bolj optimalna za nekatere zadeve, lahko si predstavljate, ne, ena orodja pač so bolj za spletne tečaje, kjer gre za obsežne vsebine, ena orodja so pa bolj primerna samo zato, da delamo en kratke promocijske videe, kjer veliko stvari skače, kjer mogoče mi nekaj plešemo in tako naprej, ne. Skratka, orodje, ki ga sama uporabljam, no, saj ni nobena skrivnost, gre za orodje Skripal, je v bistvu pravzaprav primerno za to, da ga lahko uporabimo za spletne tečaje, ima namreč noter eno posebno funkcijo, tako imenovan storyboarding, in storyboarding je ena zadeva, ki nam zelo olajša, da si mi celotno zadevo spišemo za celoten tečaj, pa to zdaj ne pomeni, da v nulo spišemo vse, kar moramo povedati, ampak predvsem to, da imamo en ta flow oziroma to vsebinsko zapakirano, no, kaj pravzaprav bo noter šlo, ker seveda, ko gre za spletni tečaj, tam 5-6 ur, če si ne zapišemo zadev, če nismo zorganizirani, se hitro izgubimo in pozabimo oziroma niti ne vemo, kje in kaj smo, no. Tako da naučite se uporabe enega orodja.
Jaz sama sem torej izbrala res na podlagi te svoje prakse, spletne tečaje delam več kot 20 let že praktično, in res na podlagi tega sem pregledala kopico orodij, sledim ves čas, skratka gledam, katera orodja so še na trgu in moram reči, da trenutno, no, je orodje Skripal eno, bom rekla, takih orodij, poleg tega, da je cenovno ugodno, je predvsem tehnično enostavno, zelo tako intuitivno, uporabno predvsem za nas, ki prodajamo svoj know-how, ki ne želimo biti, ne vem, tehnični videografi oziroma pač montažerji in tako naprej, skratka želimo predvsem posneti na en tak enostaven način, no, in tukaj sem res pristaš tega, eno orodje, ki lahko zadosti, zdaj pač bom rekla temu, da posnamemo vsebine, kakršne pač kot izobraževalci oziroma kot edopodjetniki potrebujemo. To pa tudi prinese to, da se mi učimo enega samega orodja, tudi v smislu posodobitev. Če mi uporabljamo več orodij, ne, jaz razumem, zadnjič mi je ena edopodjetnica, članica mojega članskega programa, prišla pa rekla, na eni delavnici so nam pa pokazali eno drugo orodje. Ja, seveda, ker je bila delavnica namenjena za širšo publiko, tudi za tiste, ki niso izobraževalci, pa ker je bila strogo usmerjena v marketing, so jim pokazali pač tisto orodje, ne. In je ona sama prepoznala, je rekla, a moram se to zdaj še eno orodje učiti, ali dovolj, da uporabljam že tisto, ki ga uporabljam tudi za spletne tečaje. Ker, a veste, takoj, ko prideš do tega, da imaš 2 orodji, 3, 4, ne, že tako imamo recimo, ne vem, Zoom se zaučiti oziroma Zoom za obvladati, pa potem kakšno tale orodje, recimo kot je tale StreamYard, da gremo v živo. Mimogrede, zaenkrat moram reči, da sem ful navdušena in mi je dosti bolj primeren kot pa Zoom, kljub temu, da sem ful fanica Zooma. Skratka, potem pa imamo še, ne vem, 2, 3, 4 orodja za snemanje, pa pol imamo še Canvo pa tako naprej. In to pomeni, da se učimo, ne vem, 4, 5, 6 orodjih. Spremljamo posodobitve za 4, 5, 6 orodij, ne. Skratka, ko se nekaj posodobi, ko se nekaj spremeni, se ubadamo z, ne vem, 5 orodji, namesto da bi se ubadali z 2 ali pa 3. Skratka, ta tehnična enostavnost izvira tudi iz tega, da znate izbrati primerna orodja, in če lahko na tej točki rečem, osebno, torej jaz predpostavljam, to se pravi orodja, ki jih recimo v tej fazi potrebujemo, so recimo torej ta Skripal, Canva za grafike delati in pa recimo Zoom, če delate, torej če delate kakšna srečanja 1 na 1 ali pa če delate skupinske delavnice, torej še Zoom. Če pa nimate Zooma, mislim, če pa nimate skupinskih delavnic, pa da rabite samo v živo iti, takole kot sem jaz zdajle, zadošča pa tudi recimo en takle StreamYard. Okej, tretja točka se vam bo pa zdela mogoče tako težka, ne, boste rekli, skratka, moja tretja točka pravi, naučite se tehnostavnega editiranja. Zdaj, marsikomu je to editiranje ena taka grozljiva beseda, pa bo rekel, tukaj pa ni nobene, Maruša, tukaj ni nobene tehnostavnosti, ne, če se moram jaz zdaj naučiti pa še editirati. Ne samo snemati, pa to, da se postavim pred kamero, pa da tam nekaj klikam po teh orodjih, zdaj moram znati pa še editirati. Ja, editiranje v našem, torej edukacijskem edobiznisu, torej za nas edopodjetnike, ki izobražujemo, coachamo, mentoriramo, ne pomeni, da moramo zdaj mi znati editirati v smislu, da bomo zdaj pa montirali, ne vem, osvetlitev, da bomo rezali pa montirali, ne vem, kakšne posebne efekte in tako naprej. Skratka, ne delamo hollywoodskega filma, jaz temu rečem, ampak delamo izobraževalne vsebine. In tisto, kar pa še pod editiranje v okviru izobraževalnih vsebin, je predvsem to, da znamo kakšno stvar porezati, torej tam, ko smo se zmotili ali pa ko je bila čas za tišino, pa tako naprej, skratka, da znamo to porezati. Da znamo mogoče na ekran prilepiti kakšno zadevo, to se pravi, da znamo kakšen pripis dodatno narediti, v smislu pač zaradi boljše izobraževalne izkušnje, to se pravi zaradi boljše te učne izkušnje, ali pa zaradi tega, ker smo mogoče, ne vem, kaj pozabili povedati, ali pa smo ugotovili, da smo se zmotili, pa da ne bomo popravljali s snemanjem, samo dopišemo na ekran. Fino je, da znamo prilepiti skoraj tudi recimo kakšno fotografijo, kakšno sliko ali karkoli, da recimo naredimo ta boljši učni efekt. Mimogrede, namig, če znate prilepiti tekst, znate prilepiti video, tudi video na video, znate prilepiti, enkrat, ko znate prilepiti tekst, znate prilepiti tudi sliko. Skratka, to je res tista pomembna tehnostavnost. Po drugi strani, tukaj so eni taki triki, recimo pri orodju Skripal, ko snemate, recimo, bom dala primer, ko snemate slide, to se pravi, če snemate na tak način, da imate zraven prosojnice, to se pravi slike,
grafike recimo iz Canve, se da to zelo enostavno zamenjati. Ste se premislili, kaj bi na sliki bilo? No problem. Ali pa ste zamenjali celo blagovno znamko vmes, ali pa karkoli, ni problema, sliko samo zamenjate. Ne rabite tako kot pri Zoomu, recimo, kjer posname to vse skupaj, ali pa pri Canvi. Canva pa Zoom to posnamete in zapakirate skupaj, kar pomeni, ko želimo to urediti, ali pa ko želimo to majčkeno spremeniti, ja, kaj moramo narediti? Znati, imeti čas, da to gremo vse porezati, prelepati, ne vem kaj vse, ali pa da to nekomu drugemu narediti, pa je to dodaten strošek. Tukaj recimo pri Screenpalu samo zamenjamo sliko, ker sta se slika in govor posnela ločeno. Tehnostavno editiranje pomeni tudi to, da gremo na lažji način, sem rekla, za moj 5. izziv, to se pravi, čez 2 dni podarim en tak mini trening snemanja govoreče glave, pa boste videli, vam pokažem v bistvu, na kakšen način govorečo glavo posneti, da je, bom rekla, bolj lahkotno, bolj naravno, da smo, in takrat je fino znati tudi kaj porezati, ne. In to ni neka strašljiva zadeva, to je, jaz rečem zmeraj tako, če znate porezati tekst v Wordu ali pa v mailu, ga boste znali tudi tukaj porezati, bom rekla, ta del vsebine, ki je za porezati. In to naredi tisto tehnično enostavnost, ne, v smislu, da smo razbremenjeni tega, da to, kar bomo naredili, da to, kar bomo posneli, da tega pa zdaj ne moramo nič popraviti pa dopolniti. Skratka, v tem primeru, zato govorim o tehnični enostavnosti oziroma zato govorim o tem, da se naučite tehnostavnega editiranja, to se pravi tega enostavnega editiranja, zato, da lahko ste potem tudi bolj lahkotni pri snemanju. Skratka, da je tudi snemanje bolj lahkotna zadeva in da v bistvu pravzaprav potem to za narediti tudi te popravke, to se pravi, da nimate, bom rekla, da nimate tistega krča, zdaj mora biti pa vse perfektno, popolno, ne, ampak veste, ne, imate tisti ease of mind, kako se reče, pač neka lahkotnost v mislih, ne, da rečete, okej, zdaj mi pa ni treba biti popoln, bom to že na hitrico potem porezal. Zdaj, za vse, ki bi vas zanimalo to tehnično enostavno snemanje in video editiranje, sem pred časom pripravila spletni tečaj. Res je namenjen predvsem temu tehničnemu aspektu, skratka, učimo se, peljem vas čez proces, kako pripravljati take tehnične, video vsebine in vas peljem čez različne trike, ki vam pridejo v poštev tudi pri, ko greste v živo. Jaz pravzaprav zdajle, ko sem v živo, uporabljam čisto enake veščine, kot jih uporabljam, če bi šla snemati, samo pač orodje drugo. Skratka, tečaj ni namenjen, torej ta tečaj je dosti širše pripravljen, skratka, ne povzame samo tega, kako snemati spletne tečaje, definitivno vas nauči, kako snemati, skratka, ampak ga lahko uporabite, to znanje lahko uporabite torej tudi za pripravo video vsebin, za promocijo, za pripravo podkastov, meditacij in tako naprej, skratka, sem dodala tudi še nekaj bonus materialov, kjer pravzaprav se lahko naučite tega tehnično enostavnega snemanja, pa mimogrede za začetek, zato da ne kupujete mačka v žaklju, zato da se res prepričate, da gre lahko, da je vse skupaj dosti tehnično enostavno, imate na voljo spletni tečaj, brezplačno, en del spletnega tečaja oziroma ena oblika spletnega tečaja je pripravljena v obliki brezplačnika, tako da res lahko najprej preverite, greš skozi tiste osnovne zadeve, tudi čez ta način, kako se to nadaljavo dela oziroma kako se nadaljavo uči, zato da res preizkusiš in vidiš, kako zadeve delujejo. Evo, tako, na tej točki torej za danes zaključim. Mimogrede vse tele videe naložim tudi na YouTube, tako da tistim, ki je lažje spremljati, lahko poiščete Maruša E. Dogodek tudi na YouTube kanalu, drugače pa na Facebooku bojo seveda dostopni še naprej, tako da si lahko pogledaš tudi že 2 pretekla. 2 še čakata v tem tednu, prideta na repertoar. Jutri mislim, da se bom dotaknila e-marketinga, skratka majčkeno več o tem marketingu v teh izobraževalno-svetovalnem biznisu. Petek pa, tako kot sem rekla, oziroma 5. dan pa, tako kot sem rekla, pa podarim en tak mini trening snemanja govoreče glave oziroma nekaj trikov in nasvetov za več lahkotnosti in tehnostavnosti. Tako da, na tem mestu pa hvala za pozornost in pa prijetno e-dogodkanje.